Lepo pozdravljeni in dobrodošli v studiu EF. Današnja gosta je profesorica Darja Aleksić, govorila pa bova o sobivanju generacij na delovnem mestu. Ali je težje doseči dobre odnose med zaposlenimi iz različnih starostnih skupin? Ja, najbolj splošen odgovor in ta prvi občutek bi bil zagotovo da, ampak je treba, da bi nekako bolj razumeli to dinamiko, razumeti, kako sploh odnos gradimo. Odnos temelji na vrednotah dveh posameznikov, na spoštovanju dveh posameznikov, zaupanju med njima, odprti komunikaciji in seveda že med predstavniki, ki prihajajo iz iste starostne skupine, prihaja tukaj do bistvenih razlik. Kaj šele, ko prihajamo v neke različne starostne dobe, ker tudi vemo, da ne samo starost kot EMŠO številka, ampak smo v različnih življenjskih dobah in logično, da potem prihaja do nekakšnih razkorakov med tem in verjetnost, da bo prišlo do razlik med posamezniki, ki prihajajo iz različnih ciljnih skupin in različnih starostnih skupin, je zagotovo večja. Je pa pomembno povedati, mi smo lani delali eno raziskavo skupaj z Združenjem Menedžer in pa s Quintaum podjetjem, kjer smo ugotovili, da v Sloveniji je najbolj pogost motivacijski dejavnik, zakaj ljudje delamo, so ravno odnosi. Odnosi so tisti, ki so pomembni, zato je tukaj res treba namenjati veliko pozornosti. Pogosto poslušamo o posebej problematični generaciji Z. Kdo jo predstavlja in zakaj se o njej govori kritično? To so predstavniki, tako zelo v grobem, ki so rojeni med 95. letom in letom 2012. Njihova specifika je predvsem to, da vemo, da vsako generacijo nekako zaznamujejo neke okoliščine, v katerih so odraščali. In za to generacijo je značilno, da je to prva generacija na svetu, ki ne pozna življenja brez interneta, ne pozna življenja brez pametnih telefonov, ne pozna življenja brez družbenih omrežij. In so seveda na podlagi tega, kako so odraščali, zagotovo se to odraža tudi na tem, kako se vedejo v različnih okoljih, med drugim tudi v nekem, rečem, organizacijskem okolju. In jih pogosto jemljemo kot problematične, ker so zelo direktni. Mogoče tisto, kar so si neke pretekle generacije želele povedati, pa so bile vzgajane, da morajo biti tiho, da morajo potrpeti, da bojo že prišle na vrsto. Te mlade generacije povejo, ni mi všeč, pika, ne želim, da me tako obravnavate, ne želim upravljati tega dela. In nekako delali so raziskavo na takem velikem vzorcu menedžerjev, so ugotavljali, da jim najpogosteje očitamo ta manko delovnih navad, tega efforta, ki ga dejansko dajejo pri delu, da niso motivirani. In pa tudi velikokrat jih pa jemljemo kot zelo inovativne, da so sposobni delati več stvari hkrati, ampak ne pašejo mogoče ravno v tisti kalup, da zdaj pa so poslušni, pa potrpijo, pa naredijo, kar se od njih pričakuje, brez da bi vprašali, zakaj, kako s tem prispevam čemorkoli, in znajo imeti vodje z njimi težave, tudi drugi sodelavci. Pa tudi ena stvar, mogoče, ki jih je zelo zaznamovala, so ti helikopterski starši. Torej starši, ki so skozi eni helikopterčki malo viseli nad njimi, pa jih usmerjali, pa jim pomagali, ko se je pojavil kakšen izziv, so rekli, bo mama pomagala. In zdaj si mi predstavljamo, nekdo, ki je bil vzgajan v takem okolju, ne more, ko pride v delovno okolje, reči, da bom pa jaz sam. Zdaj pričakuje zelo podoben tretma tudi od svojega nadrejenega. Vemo, da časi niso taki, da bi se lahko zelo ukvarjali ena na ena, ker pač je ogromno nekih delovnih nalog, ki jih moramo opraviti. In imajo tle oni lahko velik izziv. Hkrati tudi mogoče bi dodala tle ta uvid, res, da poleg tega, da si želijo te direktne komunikacije, si tudi malo so skeptični oziroma ne sprejmejo neko konstruktivno kritiko najlažje. Torej, znajo biti hitro užaljeni, ker so bili spet vzgajani v duhu, ti vse zmoreš, ti vse znaš, bomo ti pomagali. In potem nekdo reče, ni dovolj dobro. Kako ni dovolj dobro, če sem jaz to naredil, vložil sem trud, nekaj sem naredil in zdaj vi meni pravite, da ni dovolj dobro. Kako pa torej gledajo na karierni razvoj in napredovanje? Tudi to je boleča točka. Če zdaj primerjamo, recimo, da imate lahko nadrejenega, ki je iz časa, tam, ko je berlinski zid padel, bil čisto drugače vzgajan,
In zdaj pride mladi in vpraša, evo, jaz sem danes je moj prvi delovni dan, zdaj pa vi meni povejte, kako lahko jaz zasedem vaše delovno mesto. In to je nekaj, kar njih zanima. Ne? Zelo si želijo tega v smislu, da vidijo, kako se lahko njihova kariera razvija. Želijo vedeti, kaj moram narediti, da pač napredujem. Ne? In nimajo tega občutka, da je treba čakati. Ne? Tudi moramo povedati, da so oni rahlo nenaklonjeni čakanju, vse to velja za celotno družbo, ne samo za njih, ampak oni hočejo vse takoj, zato ker so bili navajeni, oni so v enem kliku kjerkoli hočejo, oni živijo med virtualnim in fizičnim, preklapljajo brez težav in tudi v službi si tega želijo. Povej mi, kaj moram narediti, da pridem na višjo pozicijo. Hkrati pri karieri je mogoče zanimiv podatek, čeprav so relativno novi na trgu dela, bojo pa kmalu predstavljali tretjino delovne sile. Je ena od stvari, ki je za njih mogoče še tako zelo specifična, če dobijo delo, ki ni skladno z njihovimi vrednotami, brez težav rečejo, jaz tega ne bom počel. Hkrati so videli in imajo v vidu to, da duševno zdravje, skrb zase je zelo pomembna in to tudi zahtevajo od delodajalca, da dejansko zelo branijo svojo privatno sfero, ne želijo delati dolge ure samo zato, da pripomorejo podjetju, sploh če to podjetje dejansko ne počne nekaj, kar je zelo v njihovem interesu. In velikokrat za njih velja, da si želijo, da so zelo usmerjeni v prihodnost, želijo videti ta pozitiven učinek njihovega dela. Ne bojo delali samo zato, da delajo, ampak želijo videti, kako bo njihovo delo, kakšen učinek bo imelo, kje se bo to videlo, želijo si teh pozitivnih sprememb in pa zelo dobrega šefa. In zdaj se velikokrat pojavi vprašanje, a so zdaj oni kaj drugačni od nekih preteklih generacij, katera generacija si pa ni želela dobrega šefa, ni želela imeti pozitivnega učinka. Bistvena razlika med njimi pa mogoče nekimi preteklimi generacijami je predvsem v tem, da oni to zahtevajo. Prejšnje generacije so si to želele in pa če se ni zgodilo, se pač ni zgodilo. Mlade generacije, sploh generacija zdaj in mislim, da bo šel trend v tej smeri, pa to zahtevajo. In to jasno pokažejo. Neke osnovne začetne raziskave kažejo, da bojo ti mladi v prvih 5 letih svojega kariere, da bojo zamenjali minimalno 3 službe. V povprečju, že kadar so v službi, iščejo, oni skozi iščejo, kje bi lahko bili mogoče najdel še neko boljšo priložnost. In moramo vedeti, da ravno zato, ker vejo, celo življenje odraščajo z internetom, imajo oni uvid v vse možne stvari. Njim se zdi svet neko okolje neskončnih možnosti in dejansko se nikoli čist ne zadovoljijo, ampak skozi iščejo, če bi bilo lahko za njih še kaj bolje. V kolikšni meri bi se morali, glede na to, po vašem mnenju, če sploh na delovnem mestu starejši prilagajati mlajšim? To je večna dilema, kdo se bo komu prilagajal. Jaz sem blazno proti temu, da se sprejemamo in prilagajamo samo zaradi prilagoditve, ne so da rečemo, mi smo pa ti ta dobri, ki smo se prilagodili. Mislim, da to ni pravi dialog, da rečemo, zdaj se morajo pa starejši prilagajati mlajšim. Dejansko mislim, da je tukaj ključna stvar zdaj in pravim, naslednje generacije bojo šle še bolj v tej smeri, da se sprašujemo, zakaj nekaj počnemo. Ker če mi vemo, zakaj mi nekaj počnemo, je bistveno lažje potem ugotoviti, kako bi lahko to bolj učinkovito počela. In mlajše generacije nas mogoče silijo, da neke sisteme, ki smo jih mi sprejeli, kot da taki so, drugačni ne morejo biti, jih ponotranjili, jih živimo že 30 letja, da se vprašamo, je res nujno, da recimo mora imeti nekdo sive lase, da je lahko na poziciji neki visoki, ali je pomembno znanje, izkušnje, in je dejansko, mislim, da je, ko govorimo o prilagoditvah, je, da se moramo vzajemno prilagajati drug drugemu in v idealnem scenariju bi se mogli od vsake generacije ohraniti tisto, kar je najboljše. Ker vsaka generacija, mi smo zdaj veliko govorili o negativnih stvareh, ampak vsaka generacija ima svoj pozitiven veter in ima pa svoje izzive in mislim, da bi bilo v idealnem scenariju, da rečemo, dajmo od vsake generacije ohraniti tisto, kar je dobro in dejansko nekako poskušati premagati tisto, kar pa mogoče ni idealno. Nekako osnovno vodilo pri tem bi moglo pa biti, da ustvarimo delovno okolje, kjer lahko vsak posameznik, ne glede na to, iz katere generacije prihaja, da svoj maksimum in dejansko prispeva na najboljši možni način v skladu s svojim znanjem, sposobnostim, vedenjem in podobnim. Bi torej glede na vse lahko rekli, da bo uspešno sobivanje generacij na delovnem mestu v prihodnje postalo le še večji izziv?
Bi rekla, da morda niti ne, ker te generacije bojo v osnovi si bolj podobne, kot so trenutne generacije. Ne? 4 generacije, ki zdaj živimo, pravim, mi imamo zdaj lahko sodelavca ali nekoga v delovnem kontekstu, ki je odrastel v času, ko je ena oseba imela v mestu televizor, kamor so hodili gledati. Ne? V današnjem kontekstu imamo v enem stanovanju lahko več televizije. Ne? Torej, svet se je čisto spremenil in zdaj te vse nove generacije bojo živele v času interneta, družbenih omrežij, ne tega virtualnega sveta. Jaz sem zelo optimistična, ne? Jaz nekako gledam, zdaj bo velika sprememba, ki bo verjetno vplivala na novo generacijo, bo ta umetna inteligenca, razvoj avtomatizacije, še večji trendi v tehnološkem smislu. In nekako nas bo prav mogoče umetna inteligenca silila k temu, da se bomo dajali večji poudarek mehkim veščinam, ne, temu sobivanju, empatiji, sodelovanju, ne, ker bo umetna inteligenca za nas lahko naredila marsikatero drugo stvar. In tukaj sem optimistična, ne, če bomo imeli veliko mehkih veščin, pomeni, da bomo tudi med sabo lažje sodelovali, se dopolnjevali, komunicirali, ne, in reševali morebitne konflikte, ki bojo izhajali iz različnih okoliščin, v katerih smo odraščali. Najlepša hvala za osvetlitev teh zanimivih in pomembnih vidikov. Hvala tudi vam, spoštovani gledalci, spremljajte nas še naprej.